O mladosti in Lafarge cementu, komentar dneva Boštjan Pihler. Najprej vesela novica. V ponedeljek, 25. maja, na dan mladosti torej, je bil na okrajnem sodišču v Trbovljah zaključen sodni proces proti meni. Kot verjetno veste, me je Lafarge cement tožil zaradi žalitve, ki naj bi jo storil s tem, ko sem svojim kolegom po elektronski pošti posredoval letak, ki problematizira Hitlerjeve in Lafargeve manipulacije z otroki. Ker pa Lafarge same žalitve oziroma njenih posledic ni uspel dokazati, mi je sodišče izreklo oprostilno sodbo. Z dobljeno bitko je dan mladosti v Zasavju prinesel nov val optimizma. Pa čeprav Lafarge razmišlja o pritožbi na oprostilno sodbo in o novih tožbah, katerih edini namen je seveda izčrpati in demotivirati ekološki aktivizem v Zasavju. No, po drugi strani pa mesec maj ni bil cel tako rožnat. Doletela me je namreč nova tožba. Toži me poslanec Državnega zbora in župan Trbovlj Bogdan Barovič. Baroviča naj bi užalil z dvema PowerPoint predstavitvama z naslovoma Trbovlje je mesto duhov in zahrbtna dvoličnost Lafarge cementa, ki obe problematizirata neomejeno onesnaževanje francoskega Lafargea in pohlevnost slovenskih, državnih ter lokalnih oblasti. V obeh predstavitvah sta med drugim posebej izpostavljeni Barovičevo zanemarjanje Zasavja ter njegova popolna podrejenost Lafargeu. In k tej podrejenosti gre sedaj šteti tudi njegovo tožbo, kateri glavni namen je spet izčrpavanje in demotiviranje ekološkega aktivizma. Ocena je seveda preuranjena, vendar utemeljena. Da boste lažje razumeli, si oglejte obe predstavitvi. Končajmo pa spet še eno veselo novico, ki jo je prinesel maj. V Trbovljah so se pojavili plakati, ki ironično opozarjajo na prihodnost tega mesta, za pokušino. Oglas: poceni sežigamo gume, olja, smeti, po potrebi trupla mladih Trbovljčanov. Lafarge. Evo, dokaz, da sta v Trbovljah še vedno prisotna zdrava pamet in pogum. Avtorju oziroma avtorjem letakov kličemo bravo in korajžno naprej.